Lepo pozdravljeni, danes je z mano gospa Janja. Janja, jaz se vam res lepo zahvaljujem, da ste zbrali pogum, me poklicali. Ja, res se moram zahvaliti, da ste zbrali pogum in me takoj po tistem, ko ste videli moj intervju, moja resnična zgodba iz psihiatrije, da ste me poklicali in povedali svojo zgodbo, ki ste jo doživljali ob vaši sestri, ki je bila večkrat hospitalizirana v psihiatrični bolnici Polje in je danes žal ni več zaradi zaradi samomora. Gospa Janja, povejte mi vaše doživljanje ob tem, ko se je vaša sestra znašla v stiski in je poiskala pomoč v psihiatrični bolnici Ljubljana Polje. Katja je pač iskala pomoč, ja. In ko je prišla v bistvu v tako stisko, da je bila prisilno hospitalizirana, so se zadeve začele odvijati in so trajale potem vsega skupaj okoli 15 let. In zdravljenje, ki v bistvu sploh ni bilo zdravljenje, no. Ona je bila ves čas prepuščena sama sebi. Vmes je bila, ko je bilo zelo hudo, je bila, mislim, da 12-krat hospitalizirana, vsakič, mislim, da 11-krat prisilno, enkrat, da je šla sama. Ker v bistvu po prvi izkušnji na psihiatriji, ko so jo pač privedli in so jo, ne vem točno za koliko časa, to je bilo zagotovo par ur, so jo slekali, so jo privezali in... Vi ste videli privez? Ne, jaz nič nisem videla, jaz sem samo, pač ona je govorila o tem, in govorila je tudi o tem, da jo je nekdo posilil. In potem sem jaz poiskala, pač tam sem iskala nekoga, ki bi se z mano pogovarjal in nisem mogla priti do nobenega zdravnika, noben si ni vzel časa, vzela si ga ena medicinska sestra in je mi pač razložila, kakšno bolezen Katja ima, da pač ima psihozo. In dejansko, da to, kar je ona doživela, da to se ni zgodilo, ne. In me je v bistvu malo pomirila, no, čeprav, ko sem videla razmere na tem zaprtem oddelku, moram reči, da kako so bili v bistvu vsi res pod vplivom zdravil tako močnim, da so dejansko bili čisto odsotni. In kako so bili prepuščeni sami sebi, da dejansko, razen to, da so šli v kadilnico, pa da so se en z drugim, kakor so se lahko tolažili, drugega izhoda oziroma drugega pogovora v bistvu ni bilo. Sem bila zelo pretresena. Ampak ker sami nekako nismo zmogli, nismo vedeli, kaj narediti, smo poslušali psihiatre, ne. In v bistvu iz te nemoči in iz tega, ko zaupaš v medicino, tudi sam prepričuješ, tudi jaz sem velikokrat Katjo prepričevala, da mora pač jemati zdravila. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, Katji v bistvu nobena zdravila niso pomagala, ne, in zato so pač ta zdravila menjala. Ona je imela, recimo, v vseh teh letih je imela, so ji res zamenjali, ne vem, 10-krat, 20-krat, vsa zdravila, ne. In vsakič so ji pač, tudi recimo ta nestalnost, ona nikoli ni imela stalnega zdravnika, je že dobila je pač stalnega zdravnika, pa se je ta stalni, pa se je pol to kar zamenjali, in potem je ona že vse zdravnike poznala, ne, in je točno vedela, ko je prišla v bolnico, kateri zdravnik bo z pacienti še posebej grdo ravna in je pač vse naredila, vso energijo je mogla vložiti najprej v to, da se je zmenila zase, da si je zase uredila to, da ne bi prišla slučajno v roke določenim ljudem, ne. In je tudi veliko je govorila o tem, kar babka govori v svojem sporočilu. Veliko mi je govorila o tem in kadar sem jaz imela odprto srce in kadar sem bila tam zanjo, sem jaz dejansko sem videla, da ona meni govori resnico, ker smo v bistvu bile globoko povezane.
Kadar pa je bila v bistvu jezna tudi name in na cel svet in je bila včasih tudi krivična do mene ali žaljiva ali karkoli, takrat sem se pa vedno postavila na stran zdravnika. Ker sem rekla, lej, jaz tega ne zmorem, jaz imam družino, jaz imam majhne otroke, jaz se s tem res ne moram ukvarjati, to mene dejansko, jaz ko sem bila z njo, sem videla toliko enih variant, kaj bi se vse dal, ampak enostavno jaz jo nisem mogla odpeljati na nek varen kraj, biti skozi z njo, iti mogoče z njo tudi spati, jo objeti, jo pomiriti in dati en občutek varnosti, kar se mi zdi, da bi bil takrat za njo pomemben. In ona je še vedno vsa ta leta ostajala v enem okolju s starši, ki so bili v stalnem nekem konfliktu, mama pa oče sta imela zelo zapletene odnose in je ona pač te odnose nekako vzela nase in jih je stalno reševala. In s časoma se je njena osebnost tako preoblikovala, da je reševala cel svet in je jemala nase prehude stvari. V bistvu pa ni bilo enega človeka, ki bi z njo dejansko te hude stvari, ki so se ji pa zgodile 2-3 dogodki v otroštvu, pa potem v zgodnji mladosti pri 15, ni bilo enega človeka, ki bi se recimo z njo res lotil tega. Na koncu, ko je bila že zelo slaba in v bistvu je bila zelo težko, je sodelovala tudi, ker ni v bistvu nikomur zaupala. Jaz mislim, da tudi iz tega, ker ni zaupala mami več, ni mogla v bistvu zaupati nobenemu. Imela je pač take dosti hude izkušnje tudi v okolju. In ni bila več, v bistvu tako je bila zavožena v zvezi s tem človeškim zaupanjem in tako je bila osamljena v tem svojem svetu zdravil in samote in tega, da je bila res prepuščena sama sebi, da dejansko ni zmogla več skrbeti zase, bi v bistvu rabila osebnega asistenta, da bi poskrbel čisto za te temeljne stvari, ker so se ji vsi ritmi zmešali, ves občutek za okus pod vplivi zdravil, začela je tudi pod vplivi zdravil, so se ji prej bila v bistvu zelo lepa, v bistvu zdravila so ji z njim naredila res razvalino, propadali so ji lasje, propadali so ji zobe, vse, kar je imela lepega na sebi, propadala so ji ledvica, jetra, ni mogla več nikamor, ker se je polulala vsake 5 minut, strah se je povečeval, tesnoba se je povečevala, agresivnost, nestrpnost do drugih, sovražnost. Vse se je slabšala. Gospa Janja, vas lahko vprašam, katera zdravila pa je, katera psihiatrična zdravila je vaša? Vse, kar si naštela. Od Seroquela, Risperdala, vse Ciprexo, vse isto? Vse, kar si naštela. Vse isto? Vse isto. Sam jih je bilo še več. Še več, seveda, po tolikih letih. Ker vedno so ji pa kombinirali antidepresive, te stabilizatorje, antipsihotike pa pomirjevala. To mislim, 104 sigurno, da so ji kombinirali. S tem, da je v teh letih dobila par diagnoz, tako kot ti, isto. Vedno hujše. Nikoli nisem vedela sploh, kaj ima diagnozo, vedno, kadar sem imela stik s kakšnim zdravnikom, sem rekla, pa kaj ona v bistvu sploh ima. Na koncu sem v eni privatni zdravnici hodila, ko sem jo peljala. In tudi skušala sem dobiti kartoteko in iz polja in od nje in jo pač ne dobim. Videla sem jo samo, da je obsežna, da je debela. V bistvu ful se mi zdi prav, da bi jo lahko dobila, da bi jo prebrala, da bi vedela sploh, zakaj so mojo sestro zdravili, kako so jo zdravili, kaj se je dogajalo v bolnici. Ona je meni vedno samo to rekla, Janja, jaz bi tebi dala, tako kadar je bila jezna name, me ne razumeš, jaz bi tebe dala za 3 dni v polje, pa bi videla, kaj je to živalski vrt, pa bi videla, kako je treba se včasih tudi prodati za en cigaret, ali pa da menjaš en jabolk za en cigaret, ali pa da kakšen boj za preživetje je to, je rekla, ti sploh ne veš, kaj life je rekla, jaz bi tebe dala tja, da bi videla in tudi govorila mi je, kako se naučiš vesti, zato da ne dobiš še več zdravil.
kako se naučiš, da se izogneš določenih ljudi, da ti ne dajo še dodatnega depoja, češ te bom že uspaval, te bom že postavil na vse štiri, da ne boš več takole hodila pokončno in bila vsa pametna. Zelo tako je imela izdelan plan, kako pa kaj, in ona je vedno rekla, veš, Janja, najboljši psihiater v polju je čistilka, veš, ker ona v bistvu najbolj ljubeče govori z mano. Pa Zvonka v bifeju, ki me včasih celo stisne. V bistvu res te ljudje se mi zdi, da predvsem videla sem zelo mladih ljudi in se mi zdi, da se zelo velika škoda naredi, da pride do tega hude izkušnje prvega sprejema, da so ljudje res cele dneve prepuščeni sami sebi, da v bistvu nič ne morejo početi, da so sobe zaklenjene. Oni so recimo ful utrujeni, ful so zadeti in ne morejo niti spati nikjer v miru, da bi saj spali, da bi odspali ta zdravila. Pač hodijo prepuščeni, ni nobenega stika z živalmi, nobenega stika, živali so prepovedane v okolici polja, recimo, ko sem jaz imela kužka. Ni nobenega stika z zemljo, celo tista njivca, ki so jo obdelovali, je toliko časa propadala in je zdaj dokončno zaprt vse. Nobenega sajenja rož, nobenega življenja v bistvu v tem njihovem zdravljenju. Da ne govorim o tem, da ni nobene psihoterapije oziroma terapije v smislu res pogovora. To je res minimalno, zdravniki so preobremenjeni, verjetno tudi tisti, vmes je imela eno zdravnico krasno, ki si je vzela čas za njo, ampak ni zmogla, je tudi ona šla. Tudi sem slišala, da je zdaj hudo bolna. Ni v bistvu zmogla tega sistema, se mi zdi, čeprav nikoli ni odkrito rekla, ampak Katja jo je nekako tako razumela, da ne zmore pač tako delati z ljudmi. Ja, Janja, točno to, kar ste vi povedali. V bistvu to, kar sem tebe slišala, sem rekla, to je to. Razumeš, to je meni skozi Katja govorila, kar babka govori tem ljudem. In sem jaz vedno, ne vem, nisem zmogla, no. Se pravi, če ne bi imela družine, če bi bila sama, da bi res jo odpeljala na en varen kraj, nekje na kmetijo, v naravo, magar, da bi me gledala, kako jaz rožice sadim, kako jaz kužka božam, kako jaz drugega svojega konja jaham, kako jaz karkoli počnem, da bi počas skupaj si kaj skuhale, kakšne špagetke, kaj tasga. Se mi zdi, da bi imela veliko več možnosti. Tako pa v bistvu, tako smo pa vsi gledali, kako je v bistvu propadala pred našimi očmi in celo sodelovali smo v tem. In vsi mi, ki pač smo tih, sodelujemo na nek način. Da vsi ti ljudje pač dejansko pridejo do te točke, da so toliko propadli, da ni več poti nazaj. Katja je v bistvu čutila, da ni več poti nazaj, ker je bila tudi telesno je toliko propadla pod vplivi teh mešanic, da je dejansko so jo organi začeli odpovedovati. V prvi hospitalizaciji, ko so jo odslekali na silo, ko se ni hotela, pa je vedno imela enega mucka, tako okoli eno tako verižico, pa enega mucka. In jih je milo prosila, naj pustijo tistega mucka, ko so jo prvi zvali, in so ji ga vzeli. Recimo, take malenkosti se meni zdijo, ker nikoli pol ni pozabila. Ona še čez 10 let rekla, veš, pa še mucka so mi pol vzeli dol, in ga pol nisem več najdla, ker so ga nekam založili. In tako se mi zdi, to so res take drobnarije, ker zakaj ne bi pustil človeka? Ona je bila večkrat 11-krat privezana, ne? Ne, to ne vem, kolikrat so, ker jaz nimam... Nekaj ste rekli, da je bilo ogromno. Ja, jaz mislim, da je 11-krat, da je tako, da je prisilno, ampak niso jo vedno privezali, ker je takoj vedela, da se mora obnašati, pač, da se ne sme več upirati, ne. Se je vedela bolj, ona sam prvič ni vedela, ne vem, 2-krat, 3-krat. Ja, ko jaz tudi v začetku, ko nisem vedela. Takrat, ko ni mogla se, zgleda, da takrat, ko je to hotela izkričati in se upreti, takrat pač so jo. Ampak če pa vedela, če se bo v tistem trenutku zavedla, če bom jaz se tako obnašala, jaz moram biti pridna, ne. Jo pa pol niso, ne, ampak sam so jo pač... Ampak ustrahovanje nikdar ni zdravo. Če bi se pa s človekom pogovoril lepo, da mu objasniš, zakaj že vzame zdravila, ne, bi bilo čisto drugače, kot kar nasilni privez, ne.
to ti pusti lahko doživljenjske posledice. Zanima me, koliko poskusov samomora je imela Janja, Katja, preden je pač. Katja je imela, po moje, ne vem, ona je govorila bolj o teh. Ona je meni govorila o tem, da je vedno mislim, ne samo eno, dvakrat mi je povedala, koliko jih je imela. Jaz vem samo za enega resnega, to je tik pred samomorom. En poskus samomora tik pred samomorom. Ona pa je najbolj škodljiva. Mi smo se iskreno pogovarjali o tem. Ona je vedno rekla, da želi narediti, da verjetno kot nič v življenju ni rad ali ni tudi samomor ne bi, da ona je v bistvu že dvakrat poskusila, brez da sem jaz vedela, ampak kljub temu, da je vzela trikratno vrednost zdravil, ki bi mogla ubiti normalnega človeka, njo ni ubil. Torej psihiatričnih zdravil, samo mešanico. Ja, ne vem, nekaj se je namešala, ona je bila izjemno, imela močno telo, izjemno zdravo telo, dokler je bila zelo lepa, zelo imela zdravo telo, zobe in vse tako vitalno. In tudi tako, se spomnim, ko so bile še mlade, pa so kaj ga popile, pa to nje se nikoli nič ni parijel. Tako, v bistvu sploh se je ni parijel, tako da njo so mogli res dobro zagiftati, da je bila tako zagiftana, no. Mislim, da je ene dvakrat, pa je ni ratal, no. Potem pa, ko je bila sprejeta v stanovanjsko, je prvi večer pojedla tablete, pa so jo rešila. Stanovanjska skupnost, poznam Ozara, še in to se obstaja, mene so dali tudi v Ozaro. Ona je bila preko Paradoksa. In mene je takrat tudi, ko pravite, da je prvi večer poskušala samomor narediti, ko so jo pač preselili v stanovanjsko skupnost, meni priznam zelo grozno, ko so me dali v stanovanjsko skupnost Maribor, Ozara, in po enem mestu sem jaz klicala domov mami, prosim, pridite me iskat. Ona je že prej klicala, je mama rekla, da ni govora. No, mene pa mami takrat, hvala Bogu, prišla iskat, ker to je grozno, dajo te v skupino 4, ki smo bili vse zadete od psihiatričnih zdravil. Vsak dan smo primer razmišljali, kaj bomo šli v trgovino kupiti za jesti, katero limonado bomo šli gledati. Terapeutka mi pa je tisti čas tudi rekla, da se mi bolj splača upokojiti, ker bi bilo več od tega. Katja je bila najbolj tudi. Ja, tudi mi se tako svetovali, ker je bila takrat tako zelo bolna. Sam pol, ki je dobila tisto pokojnino, pa nismo točno vedeli, kako naj ona s tem preživi, ker je dobila 200 evrov na mesec. Ne vem, plina je imela pa za 100, ne. Večina psihiatričnih bolnikov je socialno ogroženih, ne. Tako da pač je mama, potem je dodajala 600 evrov na mesec, da je lahko pač preživela, ker večina teh ljudi, kakor sem jaz videla, v bistvu zelo velik pokor za cigarete, za lekarno. Ona je bila vsa v ranah, je ogromno dala za obliže, pa za previjanje, ker je imela celo telo v ranah, v bistvu je imela hude težave s kožo, zdaj ne vem, ali je to zdravil bilo, ali je to v bistvu ranjena duša, da se navzven tako zelo pokaže. Gospa, ste šli vi kdaj brati navodila pri zdravilih, psihiatričnih zdravilih? Torej Sam ti rečejo, da ne smeš tega brati. Ja, tudi to je bilo slišati, da ne smeš brati navodil, ker te v bistvu te prestraši. Janja, vaša sestra je imela vsa psihiatrična zdravila. Vi ste vprašali psihiatre, kaj je v teh zdravilih, kakšne substance, kako delujejo, kako so odreagirali psihiatri? Ja, vedno je bilo to, da je to nujno imeti, da brez tega pač se bodo te psihotični zlomi ponavljali in da bo psihoza pač še hujša, da bo propad še hitrejši in da pač ne beremo teh navodil, ker nas bojo samo prestrašila in nas bojo postavila v nek dvom. Dobro, kaj pa danes zdaj rečete, potem, ko je Katja žal storila samomor, dokončno, po tolikih letih jemanja zdravil, v narekovajih, psihiatričnih zdravil, ko imate vpogled v to, kaj povzročajo, ta psihiatrična zdravila, povzročajo ene določene zdravile gor, ene dol, gor, dol, in če od blizu vsaj posnamava tole. Torej, to je zdravilo Cipralex, misli na samomor in poslabšane depresije. Pri bolnikih z depresijo in ali anksiozno motnjo se občasno lahko pojavijo misli na samopoškodovanje ali samomor. Po prvi uvedbi zdravljenja z antidepresivi lahko ti misli postanejo še hujše, saj tovrstna zdravila začnejo delovati šele čez nekaj časa.
včasih pač je jasno, da velikokrat ne delujejo. Poleg tega, koliko je stranskih učinkov zdravila Cipralex, ne? Med drugim, da tudi piše, ko greš dol iz tega zdravila, ne? Torej zdravila, Cipralexa, recimo, če ste prenehali jemati zdravilo Cipralex, med odtegnitvene simptome sodijo omotičnost, občutek mravljinčenja, občutek žarenja in tako dalje, motne spanje, vsega. Poleg tega, da je ogromno stranskih učinkov v teh psihiatričnih zdravilih, pa recimo zdravilo Cipralex, psihiatrično zdravilo, torej antidepresiv Cipralex, primer. Torej, da se lahko celo imaš vse napisano, ne? Nekateri bolniki z manično-depresivno boleznijo lahko pridejo v manično fazo, torej nekatera zdravila, kot sem rekla, povzročajo depresijo, nekatera manijo. Dejansko smo imeli vsi pred seboj to, kaj povzročajo ta zdravila, poleg tega, da ti začnejo propadati jetra, ledvica in tako dalje. Dejansko, gospa Janja, danes še vedno lahko rečete, da je bila vaša sestra bolana, ali smatrate, da so ji takšno stanje, ki je privedlo do katastrofalnega stanja, privedla psihiatrična zdravila, kar je sama sumim, oziroma so mi potrdili tudi vsi ostali, ki so se name obrnili, ki zaenkrat žal še nimajo poguma spregovoriti. Jaz sama vem, če ne bi leta 2008 odvrgla tablete, bi bila jaz tudi danes tam, kjer je žal Katja. Upam, da Katja noč ni hudega zdaj, no? Verjamem, da ne. Verjamem, da marsikomu od naših borcev ni. Verjamem. Upam, da ona si je želela spremeniti v nič, no, tako da so tudi zdaj pač ta vpliv zdravili šel v nič, upam. Ja, bojim se, da so v bistvu, da je zelo velika mera, da je prispevala, da sta dve stvari prispevali k njenemu propadu, se pravi ta zdravila, ki so bila v bistvu vsa neučinkovita, ker so tudi na trenutke, sem razumela, da ji tudi zdravniki nekako rečejo, da ja, pa se vam nič ne pomaga, bomo zamenjali. Pa potem to, da nikoli ni šla v varno okolje, izven tega odnosa s starši, ki jo je to obremenil, da dejansko je bila vedno bolj v tem, no. In je potem tudi s časoma se osamila od njih in potem s časoma tudi se je vsi zapustili na nek način, no, ker nihče ni razumel, kaj se z njo sploh dogaja. Izgubila je vse prijatelje, ker ni bila sposobna, ne vem, sedeti pri miru pol ure pa spiti en normalen čaj. Pod temi psihiatričnimi zdravili je bila nemirna. Tresanja, lulanja, ohlače, pač skozi je krvavela, vse je tekalo iz nje gnoj in seč in... Katja je še bolj trpela kot jaz, oziroma... Vsaj bila v ranah in v bistvu je izgubila pač vse, ne. Na koncu imela samo še svojega kužka, ne. Janja, ko sva ravno pri psihiatričnih zdravilih, sva tudi pri diagnozah, ki jih postavijo pacientom v 5 minutah, ne da bi pregledali, recimo jaz izhajam iz svojega primera, noben me ni, ne vem, slikal v glavo, nihče mi ni ničesar. Katjo so slikali, ja. No, meni pa ničesar, ampak so mi samo pač porinili pred menoj zdravila v zemljih, ker jih nisem želela, pač so me odvedali v sobo, privezali na posteljo za roke, noge. Več kot očitno je, da nimajo znanja, da iz moje strani je bilo več kot očitno, da so premalkrat ugotovili, kaj nam je, oziroma sploh niso ugotovili. Postavljali so nam diagnoze, primer, če začnem pri sebi, najprej manična depresija, dali so mi šok tablet. Potem sem dobila halucinacije, privide po teh zdravilih psihiatričnih, so mi dali neopredeljeno motnjo. Potem ponovno spet zmes novih borderline tip, da se smeješ, ker imaš to napisano v zdravilih. To pomeni, da so zdravila, da imajo zelo dober koncept narejen. Potem sem živela šizofektivno motnjo. Jaz sem to šele zdaj izvedela, ko sem dvignila kartoteko v psihiatrični bolnici Polje, ker sem se mogla prav smejati, ko nisem vedela, koliko bolezni, v narekovajih, so mi
v bistvu pripisali, ne da bi me kdo strokovno pregledal, poleg tega niso videli v moje možgane, v mojo dušo, za veliko mojih problemov niso vedeli. Torej, dejansko je njihov sistem zdravljenja, kar sem jaz ugotovila v tistih letih, med 2002-2003, žal nisem dobila cele kartoteke, se je ne da dobiti, zato ne vem točno datuma, do leta 2008 dejansko sem imela jaz občutek, da ne vejo, s kom imajo opravka z nami, torej, da ne vejo, kako bi nas zdravili in so nas samo šopali in prepuščali, kolikor nam bo uspelo preživeti. Poleg tega smo bili pa nemogoči v okolju doma, zato sem se jaz tudi sama vračala, klicala, dajte mi nova zdravila, dajte mi, prosim. Katja je rekla, to je postala moja služba. Ja, dobro. Katja je v bistvu bila človek, ki je imela neko poslanstvo. Bila je zelo ustvarjalna, bila je zelo delovna, bila je zelo velik perfekcionist, vedno je mislila, da ji bo uspelo v življenju predvsem se posvetiti delu. In za njo je bil najhujši udarec, ker ni mogla in ni smela več delati in ni vedela, kako bi začela, kako bi se lotila vsega skupaj. To mi povejte, so njo dali v invalidsko? Ja, so jo dali. Kdaj? Po kolikih letih hospitalizacije? Zelo malo. To zelo hitro naredijo. Torej, da je bila invalidno upokojena, kaj je to življenjsko? Ja, smo jo tudi mi nekako, da boš imela vsaj eno varnost, ne? Tako, vem, da je ena dobra prijateljica moja rekla, boš imela vsaj eno varnost, ampak potem, ko je prišla ta varnost 200 €, je bilo v bistvu to, ja, glede za cigarete je bilo, no. Pač, ker oni tudi veliko kadijo, ker se s tem umirijo, oziroma zapolnijo čas. Ne morejo brez tega, no, kaj enkrat začnejo, v bistvu zelo veliko je kajenja. In brez tega ne morejo, eni rečejo, ja, pa bi bili brez cigaret, ne morejo, ne morejo več. Z čim se morajo pomiriti, jaz sem se pač s hrano in... Ona tudi s hrano občasno. Po cipreksi sem dobila velik apetit in sem se zredila tudi do 10 kg. Katja se je tudi do 20 kg in je spreminjala obliko, odvisno kaj je imala, ne, je bila kot ameba. Po naravi je bila suha, ampak večino časa je bila pač veliko predebela. Po naravi je bila v bistvu po očetu, je bila suha, ni bila tako kot jaz po mami in je bila tak športen tip, potem je bila v bistvu čist brezoblična. Če zdaj pogledamo vse skupaj, Katja in jaz sva bile v istem okolju. Vaša Katja je opažala, da dejansko smo se zdravili med sabo pacienti, to je dejstvo. Ker psihiater je imel samo... Psihiater je imel za vsakega pacienta čas samo 5 minut in to zjutraj na viziti, ko nas je bilo 20 minut. To je veliko stvala, kako so čakali po 1 uro, 2 ure, potem pa v bistvu ni imel časa. Ni bil časa nikdar. Potem smo bili cel dan prepuščeni sebi, hodili smo v Fužine na kavo, sestre so bile večinoma zaprte v svoje sobe. To pomeni redko, kdaj so vam prišle, kadar je bila ura čas za zdravila, z nami se nihče od teh ni posebej dogovarjal. Če so pa bile te terapevtke, psihoterapevtke ali pa likovne terapevtke, smo pa tako ali tako ob glasbi ustvarjali, pa točno smo pacienti med sabo videli, kaj moramo narisati, ker če ne bomo kaznovani oziroma se nam bo poslabšalo, nas ne bodo pustili na vikend, če ne boš sončka narisal, morja, tega. Mi smo med sabo se videli, ne? Mi smo točno vedeli, mi smo ščitali nove paciente, ne? Tako je gledala, kaj? Mislim, jaz nisem mogla verjeti. Ja, res je, sem tebe slišala, sem rekla... Mene so postali pacienti navadali, žal pokojni na to, navadali, zato ker so me v bistvu hoteli zaščititi, ker jaz sem bila v začetku preveč odprta in sem ji vse povedala in potem so me zablokirali, zdravili, da dejansko nisem več vedela zase. Nisem vedela, kaj delam, tudi jaz sem imela problem z vodo. V bistvu zalivajo manipulativno vedenje, ne? Ja. Potem te pa v bistvu označijo, da si mejna osebnost, da imaš osebnostno motnjo, ker se izmikaš, ker te ne morejo definirati, nikoli te ne morejo nekje ujeti v eni. Čeprav Katja je bila zdaj zadnjič, ko je bila prvič, je bila pa tako imela pa vse na dlani, ne? Ker je verjetno vedela, da bo to naredila. Točno veš kako, ja. Da v bistvu čisto vse, ne? Tako je tudi govorila z eno mojo prijateljico, le nima več česa zgubiti, ne? Povedala in bom, kar jim gre, ne? Katja je na koncu hirala pod psihiatričnimi zdravili. Rekli ste, da jo je bolela koža. Zbirala se je, bila je več vse v ranah. Pa še vedno je vsakodnevno tolikšno količino zdravil. Ja, potem je kar sama si odmerjala. Potem je malo nehala, ker ni mogla več, je pač vzela 3-krat več Heleksa, potem je bila zadeta 3 dni, potem je pač
tako, sama si je potem bila sama svoj farmacevt, no. Noben ni vedel, koliko jemlje, zato ker jo nihče nima pravice nadzorovati in tudi ti si rekla, da ti je bilo to muka, če bi te kdo nadzoroval, ne. Ona se ni pustila nadzorovati, mislim tako, da bi rekla, lej, bova skupaj vzela ali karkoli, kje. Jaz sem imela srečo, da sem jih prosila, v tistem obdobju naj te njihove terapevtke ne obiskujejo domov in nadzorujejo, ne. In ustrahujejo dejansko. Barbka si vzela zdravila, kako se doma obnašaš. Danes, ko nazaj gledam, ne morem verjeti, kako nesposobno so dejansko delovali. V bistvu oni, psihiatri, psihoterapevti, niso znali drugače z nami delati kot z ustrahovanjem. To moraš, vemo, da je zate dobro, ti si se počutil čist fertik. Zdaj pa Janja, zbrali ste veliko moč. Jaz se vam res zahvaljujem. Zahvaljujem, da ste dejansko... Upam, da me ne bojo odpeljali. Ne skrbeti, vas pridemo iskat. Povejte vi še kaj posebnega, imate še posebno kakšno sporočilo, bi radi še kaj povedali staršem, otrokom, tistim, ki so v psihiatričnih bolnicah, tistim, ki po večletnem jemanju psihiatričnih zdravil pač opažajo, da ni v redu, se obračajo name z veliko hujšimi ali podobnimi zgodbami. Kaj bi rada povedala? Jaz mislim, da pri Slovencih veliko zgodb sem tudi jaz slišala, ko sem bila na obisku v bolnici, zelo veliko izvira iz teh odnosov v družini. Čeprav eni rečejo, pa ne moreš se to, pač tako, kot je bilo, tako, kot so znali, ampak ni to čisto tako, za moje pojme. Jaz mislim, da starši, ko se recimo otroku to zgodi, sploh mlademu otroku, da morajo zelo se zazreti vase, pa v svoj odnos, ker tudi potem pri nas je bilo tako, da v bistvu ta njena bolezen, ona je bila dežurni krivec za vse, njun odnos se je še poslabšal, v bistvu ste se skozi skregali okoli tega, oče jo ni hodil obiskovati, mama jo je skozi hodila obiskovati, oče je nič ni, mislim, stal v strani, mama je pač tako, kar je znala finančno, fizično, ampak tudi čustveno, tudi zelo švoh. Jaz mislim, da je zelo veliko na tem, da tisti ljudje, ki ne bi bili blizu tem bolnikom, da zelo veliko naredijo na sebi, da sebe uredijo, da v bistvu predvsem so ljubeči, da ogromno tem svojcem manjka, da se ukvarjajo z vsem drugim, razen s sabo ne, pa da se zazrejo vase, pa se vprašajo, a so res sposobni ljubiti tega svojega bližnjega. Ker sicer je bolj, da ta bližnji pač res, da nekam gre drugam, med ene ljudi, ki so sposobni neke brezpogojne ljubezni. Jaz predvsem v tem vidim eno rešitev, mislim tako rešitev, te ljudje zelo hrepenijo po eni uslišanosti, po eni ljubezni, ta duša je nekako poč in ta duša se mora zaceliti in se brez ljubezni ne zmore zaceliti. Tako sem jaz videla skozi. In karkoli je ona naredila, je naredila samo zato, da bi rekla, tukaj sem. In tudi, če je tako kaj govorila mami, ja, pa me je oče, ne vem, tepel, pa mi je poškodoval glavo, pa mi je to. Ona v bistvu ni hotela nikoli, zdaj jaz ne slišim to kot učitelj, tako kot večina reče, ja, pa ne moreš to staršem govoriti, starši so pač nedotakljivi. Ampak jemljem tako, ona je 100-krat eno in isto povedala ljudem, ampak ljudje jo sploh niso zares slišali. In ker jo niso slišali, jo niso uslišali in ona je vedno mogla to ponoviti. In vedno je bilo to močnejše sporočilo, je bilo močnejše. Skušala je povedati resnico. Skušala se je dokopati v resnice. Da, ko poveš resnico, ni v redu. Bila je zelo pogumna, bila je zelo iskrena, bila je ena najboljših ljudi, kar jih poznam, ampak pod vplivom tega zdravljenja je pa včasih se obnašala tako kot pošast. Ste vi prebrali v teh navodilih psihiatričnih, da ta psihiatrična zdravila povzročajo nasilne misli? Zdaj sem se s tabo pogovarjala, pa sem preko tebe prebrala, tako da mi ni treba v lekarno to prebirati. Ja, verjamem. Veliko teh ljudi je drugače srčnih pred vstopom v psihiatrično bolnico. Srčnih, še vedno vsi se prepirajo, ampak ta psihiatrična zdravila jih kasneje pohabijo. Nimajo več čustev, na trenutke se prebudijo, povejo, potem postanejo agresivni, vključno z mano tisto obdobje. Ne? Ali pa apatični. Točno, apatični, čist itak zadeti po večinoma. Zato
jaz vedno rečem, ne jih obsojati, dajte jih probati razumeti, pogovarjati se z njimi, pomagati ven iz tega kroga. Jaz si še danes želim, da bi vse psihiatrične bolnice preuredili v kmetije, da bi psihiatri z pacienti okopavali na njivi, se pogovarjali, če že pač. Pogledam, jaz sem hodila sem nekaj dodati. Ja. Kadarkoli je bilo še najhujš, če je prišel zraven nje človek, ki je bil sposoben ljubezni, se je ono trenutku pomirila. No. Samo je pa, v bistvu ena moja prijateljica je taka, ki dejansko in pozna te Katine težave in pač je psihologinja, čeprav vem, da ni. Ampak psihologinja s srcem in ona recimo, kadarkoli se je Kati približala in je vedno najdla pravo besedo, pravi gib, pravo kretnjo, pravi pogled, spoštljiv, da je Katjo čisto umiril. Nikoli se ni ustrašila tega, kar je ona rekla. Hvala mu, da je imela to možnost. Ker oni hočejo včasih prav šokirati. Ona vem, kaj je doskrat tako rekla, kva je moja sestrica pridna, te bom to prestrašila, da tako pizdarijo naredila, ne, tako. In jaz sem samo to, pa kva zdaj spet, ne. Ampak to je bilo v bistvu samo to. Če sem jaz zraven nje prišla in rekla, Katiška moja, pa mi da je bova enkrat šle v bohinka, bošla ti lahko ven. Ja, ona kar, sicer so se ulile solze, kdaj bo to, ne, ampak tako je prav misel name, ne. Misel name bi šla z mano v bohin, le ni narodno z mano okoli hoditi, čeprav sem tak zmazek od človeka, ki je doskrat rekla, jaz sem zmazek od človeka, ne, kdo me bo sploh maral, ne. Janja, ostajam brez besed že od takrat, ko sva se slišali, so se mi solze ulile, priznam. Ker jaz sem izgubila več kot 15. Zdaj bi se že zdalo našteti še kakšnega več. Pod vplivom psihiatričnih zdravil so naredili samomor ali mi je odpovedal srce. Žal nekateri moji soborci so tudi koga ubili pod psihiatričnimi zdravili, sami so mi povedali, da so jih zdravila silila v to. To so zelo težke zadeve. Jaz si blazno želim, zelo iz srca želim, da se ta sistem psihiatričnega zdravljenja ustavi, da se začne humano delati z ljudmi, pogovarjati, da se jih ne zadeva nič več. Dosti je bilo tega, ker te zgodbe, ki prihajajo do mene, tudi posilstvo, ki ste ga omenili, tudi te zgodbe prihajajo. Tudi imena tehnikov, ki so posiljevali pacientke psihiatričnih bolnic polje. No, tebe govori odpolad. Glejte, jaz govorim resnico. Mene danes ni sram. Vse svoje vem, ampak povem po resnici. Tudi vsi ti s Katjo na čelu. To so bili večinoma moji soborci, vsi tisti, ki so še danes tam, izredno velikega srca, povejo po resnici. Tudi če so kakšno hudo kaznivo dejanje naredili ali bili nasilni, imajo pa srce. Ne, pa tudi povejo po resnici. Govorijo, ne skrivajo tega tako. In kar sem jaz videla na lastne oči, kar je Katja videla, doživela žal s posilstvom ured, to ne sme biti skrito. To se mora odkriti. Jaz mislim, da bi mogli ljudje o tem spregovoriti, no. Počas že vi ste začeli, gospa Brigita. Jaz mislim, če bo veliko ljudi, tako nam nič ne morajo, ne. Jaz sem vedno za alternativni način zdravljenja po tej hudi preizkušnji s psihiatričnimi zdravili, ki bi me skoraj v grob pognali, ker so mi take misli povzročale, halucinacije. Jaz sem seveda bolj za alternativo. S konopljino smolo so v tujini, pa tudi v Sloveniji že pozdravlja tesnobo depresijo. S tem se človeka reši, vem, ne samo na teh, ki so se name obrnili in mi potem povedali izkušnjo s konopljino smolo. To jaz zagovarjam naravo, vse se da z naravo. No, in ljubezen, vsekakor, ampak še vse človeka vrniti v naravno okolje, ne ga zagiftati. Jaz govorim pač o tem, da ta zdravila, ki nimajo ne zdravstvene, ne znanstvene podlage, nimajo kaj delati v telesu človeka. V ljubezni, v pogovoru, da nekdo nekoga prime za roko, vse bo v redu, boš preživel, tega meni nihče ni naredil. Sam tamle bo tih ali pa... Tudi mami je. Ja, vem. Jaz, res je, mene je na koncu dejansko rešila mamina ljubezen, ker je začela to pol razumeti, kako se jaz počutim. Čeprav sem še vedno skrivala, ona nekaj časa še vsem mislila, da jih jemljem ta zdravila. Ampak je imela pa moja mami le veliko srce, glede na to, da je bila zavedena od psihiatrov. Mislim, danes
težko o tem spregovori, Ja, ker je rekla, težko je. če bi jaz vedela, zakaj mi Težko je. nihče tega ni rekel. Mislim, ne. meni je bilo to težko sploh dojeti, se pravi, ker res verjamem v medicino in v znanost in sem tudi sama hotela postati zdravnica. In da sem se res do zadnjega sem te dvome o teh zdravilih sem v bistvu preskakovala, no, in sem njo tudi velikokrat preslišala. In bi verjetno zdaj ravnala čisto drugače. Janja, jaz se vam res še enkrat zahvaljujem.